Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večerje zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je sreda, 12. november 2025. Moje ime je Mitja Sagaj. Katere teme izpostavljamo tokrat? Maribox od danes v znamenju Lifa. 24 izbranih filmov, ki dokazujejo, da Maribor postaja vse pomembnejše festivalsko prizorišče. Monisa Forging kupila mariborsko livarno, nov zagon za industrijsko dediščino melja. Najboljše štipendije v državi, kako slovenska vojska z visokošolskimi in dijaškimi štipendijami gradi novo generacijo vojakov prihodnosti. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Letos bo Maribox med 12. in 23. novembrom še posebej vreden obiska, saj je direktor Lifa Simon Popek za mariborsko občinstvo izbral še bolj kakovosten program kot običajno. Že hiter pregled naslovov v letošnji ponudbi daje vtis, da je prav težko izbrati zgolj peščico izstopajočih vrhuncev. Program namreč ponuja skrbno sestavljeno mešanico odmevnih naslovov z velikih filmskih festivalov in pa premier slovenskih filmov oziroma regionalnih koprodukcij. Morda bo koga presenetilo, da v mariborski ponudbi ne najdemo najtežje pričakovanega filma leta Belo se pere na 90, ki je preskočil nedavni festival slovenskega filma, da bi odmenejšo slovensko premiero imel med Lifom v Cankarjevem domu. Podatek je malo varljiv, film namreč že prihodnji četrtek prihaja na redni spored slovenskih kinematografov, tako da bo v Kinoboxu z več projekcijami na ogled že med trajanjem Lifa. V mariborskem delu festivala bodo letos prikazali 24 filmov, priporočila za 14 filmov pa objavljamo v Večeru in na vecer.com. Z menoj v studiu je kolega Matic Majcen. Matic, kaj lahko letos pričakujemo od Lifa? Zdravo. Ja, v Mariboru bomo v sklopu Lifa letos videli 24 filmov, spravi tekom celotnega trajanja festivala, 2 filma na dan. Program je spet zelo kakovosten, obetaven, rekel bi celo, da še boljši kot običajno. Videli bomo nekaj vrhuncev festivalske sezone, nekaj filmov, ki bodo v igri za visoke nagrade, potem tja do marca, ko se podeljujejo najprej Zlati globus in potem Oskarji, pa evropske filmske nagrade. Videli bomo pa tudi kakšno slovensko premiero, pa kakšen odmeven koprodukcijski film, tako da se obeta res pester program. Super, zanimivo, no, to sodelovanje Lifa in Mariboxa zdaj traja že nekaj časa. Kaj kaže, kako se razvija? Omenjaš seveda tudi bolj kakovosten nabor filmov kot lani. Kak je ta odnos? Ja, res je, to sodelovanje med Lifom in Mariboxom traja zdaj že kar dolga leta in mislim, da se je ustalil v neko tako optimalno obliko z vsemi prednostmi in omejitvami. Velika prednost je seveda to, da je festival s tem prišel v Maribor in da lahko mariborsko občinstvo vidi te odmevne filme na enem takem bolj odmevnem prizorišču, recimo temu, ne. Po drugi strani so pa seveda omejitve, ne. Večno je to vprašanje, zakaj recimo v Mariboru ne gostujejo filmske ekipe in gostje, ki prihajajo v Ljubljano, v Maribor, pa večinoma, razen nekih slovenskih filmov, pa ne. Potem so neke tehnične omejitve, potem je spet to vprašanje, zakaj nekateri drugi še odmevni filmi ne pridejo v Maribor, zakaj je samo neki zbor. Tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo potem, ko se bo odprl kulturni center Rotovž. Ali bo to zatreslo to sodelovanje, ali se bo to spremenilo v neko drugo obliko, ker vendarle je Lif festival, ki slavi avtorski film, se pravi ne to komercialno hollywoodsko produkcijo, in ta avtorski film, evropski svetovni film, spada v mestna kina, ne pa v multiplex. In bo zanimivo, če se bo festival odločil potem razširiti to sodelovanje tudi na mariborski mestni kino, ko enkrat spet bo. Super, vsi že nestrpno pričakujemo ta Rotovž, bomo videli, kako bo takrat. Še to nam povej, 24 filmov bo na ogled v Mariboru, ti si en nabor za naše bralce in izbor že naredil 14 filmov, ampak kljub temu, če ti dam izziv, da nam še recimo predstavi peterico krem de la krem, recimo, ali pa to, mogoče tega, da vprašam drugače, kaj boš se ti šel gledati, priporočila. Ja, jaz sem veliko večino filmov že videl, ampak če bi moral za tale kratek pogovor predlagati 5 naslovov, bi najprej rekel, da si je potrebno ogledati slovenski film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali in zapeli z njo, ker gre pač za eno odmevnejših slovenskih premier leta. Potem kot drugo je definitivno potrebno videti film Glas Hindra Džab,
ki je v bistvu tisto, kar je bil film Edina zemlja v preteklem letu. Spravi film, ki res na zelo slikovit, grozovit način pokaže, s čim se sooča palestinsko prebivalstvo pod izraelsko okupacijo. Potem bi predlagal španski film Sirat. To je za tiste, ki imajo radi bolj take psihedelične filmske izkušnje, ker je res za eno tako rahlo odtrgano zadevo z izvrstnim elektronskim soundtrackom. In tisti, ki imajo radi take filme, definitivno morajo to pogledati, ker to je en kultni film, že zdaj, že prednje zares izšel. Potem definitivno film Bugonja, grškega režiserja Jorgosa Lantimosa. Lantimosa poznamo kot režiserja, ki se ukvarja z enim takim zelo absurdističnim, artističnim filmskim izrazom, ampak v tem filmu je zelo dostopen, gre za skoraj že tak mal komercialen film, ki se dela norce iz teorij zarote, iz teoretikov zarote, in Emma Stone je specialna v glavni vlogi, tako da bo film tudi verjetno na Oscarjih kaj naredil. In pa na koncu bi izbral še en azijski film, in sicer to je film Ni druge izbire južnokorejskega mojstra Park Chan-woka, ki je eden velikih avtorjev južnokorejske kinematografije. On je naredil že te filme, kot so Stari, Oldboy in pa Dvojna prevara. In res gre za enega vrhuncev azijskega filma v letošnjem letu. Super, odlično. Hvala, Matic, za ta priporočila. Hvala tebi. Po letih negotovosti je Mariborska livarna Maribor nekoč ponos industrijskega melja dobila novega lastnika. Na drugi spletni dražbi jo je za 10,4 milijona evrov kupilo podjetje Munisa Forging, ki je že doslej najemalo obrat kovačije. Nakup po besedah Franca Švelca iz podjetja pomeni novo poglavje za livarno. Popraševanje po izdelkih iz medenine raste, naročila so potrjena tudi za prihodnje leto, zato napovedujejo širitev proizvodnje in dodatna zaposlovanja. Z novimi lastniki se tako vrača optimizem, da bo nekoč pomembno industrijsko središče ponovno zaživelo. Stečajna upraviteljica Katarina Benedik je s prodajo zadovoljna, saj ta prinaša pomemben korak k zaključku postopka stečaja. Občina Maribor medtem snuje prihodnost območja melja, kjer želijo ob industrijski dejavnosti razviti tudi nove, sodobne vsebine, od podjetniških do kulturnih. Bo Munisa Forging tista, ki bo znova obudila industrijsko srce Maribora? Ste vedeli, da ravno Ministrstvo za obrambo podeljuje najvišje štipendije v državi? Slovenska vojska, ki trenutno šteje več kot 7500 pripadnikov, mlade vedno bolj privablja štipendijami, ki segajo od 319 do kar 728 evrov mesečno. Trenutno jih prejema 690 dijakov in študentov, od tega več kot 100 deklet. Mnogi se po končanem izobraževanju zaposlijo v stalni sestavi Slovenske vojske, ker so letos zaposlili že 327 novih pripadnikov. To je več kot v preteklih 2 letih. Z rastjo zanimanja za prostovoljno služenje vojaškega roka, kjer se po končanem usposabljanju vsako leto zaposli več kot 100 vojakov in širitvijo tehničnih zmogljivosti, to je od brezpilotnih sistemov do kibernetske obrambe, postaja Slovenska vojska eden najzanesljivejših zaposlovalcev v državi. Štipendije Morsa pa pomenijo odskočno desko za mlade, ki želijo povezati izobraževanje, stalno zaposlitev in priložnost, da soustvarjajo varnost prihodnosti. To je bil Večerje zjutraj 12. novembra 2025. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podkastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.